Pravne osebe, gospodarske družbe so tiste, ki dejansko predstavljajo temelj za celotno družbo, da pridemo iz krize. Za njih je izredno pomembno, da poslujejo v konkurenčnih pogojih poslovanja. Konkurenčni pogoji poslovanja pomenijo, da so tudi na stroškovni ravni konkurenčni tistim podjetjem iz tistih držav, ki so njihovi največji konkurentje na svetovnih trgih. Glede na to, da se je investicijska dejavnost v Sloveniji v zadnjem obdobju dejansko ustavila ali vsaj bistveno upočasnila, namreč investicije so se zmanjšale za 30% v zadnjem letu, predlagamo ponovno vpeljavo investicijskih olajšav brez kakršnihkoli omejitev. Če sem konkreten, predlagamo 40% investicijsko olajšavo od investiranega zneska in mislimo, da bi s to rešitvijo dejansko zaživel investicijski ciklus, ki ne pomeni samo investiranja samega po sebi, ampak pomeni za podjetja tudi višjo dodano vrednost, ter s tem seveda tudi večjo konkurenčnost. Poleg tega ukrepa predlagamo tudi razširitev olajšave za raziskave in razvoj, in sicer na ta način, da vse, kar podjetja vložijo v raziskave in razvoj, je dejansko davčna olajšava, oziroma je to 100% davčna olajšava z drugimi besedami. Za konkurenčnost slovenskih podjetij je tudi izrednega pomena, da se povečajo amortizacijske stopnje. Tako predlagamo dejansko še enkrat večje amortizacijske stopnje za opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva v primerjavi z sedanjo rešitvijo. S tem bodo podjetja hitreje vlagala v razvoj in dosegala večjo dodano vrednost. In nenazadnje predlagamo tudi zmanjšanje davčne stopnje davkov dohodkov pravnih oseb, in sicer iz sedanjih 20% na 18% v letu 2011 in 17% v letu 2012.